No, sedaj bomo začeli s prvim predavanjem. Najprej nam bo torej predaval profesor dr. Borut Štrukelj, ki je redni profesor na Fakulteti za farmacijo v Ljubljani. Je soavtor večjih svetovnih patentnih prijav in 3 patentov ter avtor več kot 180 znanstvenih in strokovnih člankov, od tega čez 120 v pomembnih mednarodnih znanstvenih revijah z dejavnikom vpliva. Poleg raziskav na področju bioloških zdravil se ukvarja z razvojem, marketingom in regulativo prehranskih dopolnil. Profesor dr. Štrukelj je član večjih svetovnih, evropskih in slovenskih združenj s področja farmacije in molekularne biologije, je tudi prejemnik več pomembnih znanstvenih nagrad. V zadnjih nekaj letih se veliko ukvarja z razvojem preučevanjem prehranskih dopolnil. Na tem mestu vas, profesor Štrukelj, vabim na oder, tako da kar izvolite. Hvala lepa. Dovolite najprej, da dam tole masko dol. Vidim, da jo vsi imate. Saj veste, maske rešujejo življenja. Dokaz za to je, ko je šel moj kolega z Ljubico, oba sta imela masko ob Ljubljanici in mimo je šla njegova žena z masko in ga ni spoznala. Torej, maske res rešujejo življenja. Jaz bi se rad zahvalil organizatorjem, obenem še to, da sem naredil zelo veliko težav, ker nisem pravočasno seveda oddal prispevkov, ampak to je še najmanj. Skratka, danes bi moral biti na slikanju hrbtenjače zaradi napada, ki se mi je zgodil v Ljubljani, še ste kaj brali, no, ampak sem uspel ta MRI predstaviti, tako da zato sem danes z vami in se res zahvaljujem. Delal bom pravzaprav, oziroma predaval bom približno na tak način, da bo vse skupaj bolj v oblačku. To pa zato, ker če smo mi naredili težave organizatorjem, so nam oni zdaj na ta način, da nimamo računalnika pred seboj, tako da jaz upam, da moj Alzheimer še ni začet, da bom vedel, kaj se dogaja tule od zadaj z samimi slajdi. Ja, lete, naslov je pravzaprav kar tak nekako futurističen in odgovor je že takoj jasen, kar se prvega dela tiče. Ja, cepiva proti Alzheimerju so prihodnost in neznanstvena fantastika. To bomo poskušal v dobrih 20 minutah razložiti. Obenem pa seveda bi vam rad položil na srce to, kar je bilo pravzaprav zdaj precej dilemično v času covida. Cepiva ja, cepiva ne in tako naprej. Poglejmo, pričakovano življenjsko dobo v tem času je v razvitem svetu 85 let za ženske, 83 za moške. V začetku stoletja je bila pričakovana življenjska doba 50 let, če nekoliko manj. Kaj je naredilo ta blazno razliko? Antibiotiki in cepiva. In pa seveda primerna prehrana in tako naprej. Torej, skratka, absolutno smo veseli, da imamo, da razvijamo cepiva in tudi pri Alzheimerju se tukaj določene stvari dogajajo in smo pravzaprav že mogoče kar blizu. Pa prosim za naslednjo slajd. Torej, seveda poznamo težavo Alzheimerjeva bolezen, ni nekaj novega. Je pa res, da pričakujemo, da bo tega vedno več. Nekako do leta 2050 naj bi bilo tam že 100 milijonov resno bolnih in seveda potem verjetno terminalnih bolnikov. Marsikdo reče, se to ni huda bolezen za posameznika, seveda je, ampak je predvsem seveda kasneje breme za družbo. In če pogledate številke, s kakšnimi milijardami imamo opravka, vemo, da je to torej ne samo osebna tragedija, ampak in tragedija družine in svojcev, ampak seveda tudi zelo pomembna točka, kjer moramo nekaj narediti. In tukaj bi morali, oziroma pokazal vam bom, kako malo imamo v rokah ta trenutek, kar se samega zdravljenja oziroma zdravil tiče. No, tule lahko vidite torej slika, zgornja polovica so zdravi možgani, čeprav vse veste, tisto zdravih ljudi ni. So samo nekateri preslabo pregledani, torej imamo slučajno možgane, lahko pa kaj drugega narobe, no in se napredovana Alzheimerjeva bolezen. Naprej, prosim. Ja, čisto na kratko, če pa govorimo o cepivih, kaj imamo ta trenutek. Ta trenutek imamo na razpolago pravzaprav skoraj, da lahko rečemo nekatere prastare zdravilne učinkovine, kot je recimo galantamin, 1956. leta odkrit. Kaj ima tukaj zraven tale zvonček, mogoče veste? Latinsko je zvonček, njivski zvonček Galanthus nivalis.
kronica je leukoium vernum in oba vsebujeta galantamin. Galantamin je bil izoliran iz zvončka in uporabljen kot zdravilna učinkovina prva pri napredovanem Alzheimerju. Potem imamo še vse ostale, to pomeni rivastigmin in donepezil, to so vse inhibitorji acetilholinesteraze. Vsi vemo, da osnovna, oziroma ne vzrok, ampak napredovane bolezni pomeni seveda premalo acetilholina in potem posledica vsega tega, kar je, in pa memantin, ki je antagonist receptorjev N-metil-D-aspartata. Prihajamo do bioloških zdravil. Prva biološka zdravila in edino, ki je ta trenutek na razpolago, je monoklonsko protitelo. Bliže cepivom smo. Zakaj? Namreč biološka zdravila, kot so monoklonska protitelesa, bi jih lahko imenovali tudi pasivna cepiva. Čeprav niso cepiva, so zdravilne učinkovine. Zakaj? Gre za protitelo, ki deluje neposredno, pri cepivu pa protitelo šele nastane s pomočjo seveda najprej limfocitov B, plazmatk in te potem delujejo na povzročitelja. No in aducanumab je edino monoklonsko protitelo, ki je v uporabi in sicer samo v Združenih državah Amerike, v Avstraliji, v Evropi ne. Jaz sem delal na Agenciji za zdravila v Evropi 10 let in se spomnim, ko sem odhajal, je bila ravno ta molekula v obravnavi in Evropska agencija za zdravila ni dala dovoljenje za aducanumab, ker je premalo evidentno učinkovito. Skratka, ni tako učinkovito, kot bi pričakovali in samo FDA je dala dovoljenje. Sedaj je pa farmacevtska družba, ki izdeluje to molekulo, zaprosila za ponoven pregled z novimi dokazi, da bi dokazali, da molekula deluje. Torej, kako deluje? Naslednja slika, prosim. Vidite tam gor, aducanumab se veže na amiloidne agregate, ne na plake, ampak na amiloidne agregate. In takoj boste vprašali, kako je to mogoče, če ga apliciramo IV, pa deluje na možgane. Torej prehod skozi hematoencefalno bariero oziroma krvno možgansko bariero je majhen, ampak je dovolj, da lahko deluje. Obenem pa se tudi ocenjuje prekurzor, amiloidni prekurzor, ki je sistemsko prisoten. Ampak to ni pravzaprav dovolj odstranjevanja plakov, po drugi strani pa se vedno bolj, veste, da je to že leta, je vprašanje pri Alzheimerjevi bolezni, ali je tisti končni amiloidni plak vzrok ali posledica. Torej, skratka, to je tisto, kar moramo rešiti poleg seveda problema s tau proteinom. No in tule spodnji del pa kaže še druga monoklonska protitelesa poleg aducanumaba, kot je recimo gantenerumab, ki deluje nekoliko prej. Prej kot odstranimo ali prej kot zmanjšamo oligomir, manjša verjetnost, da bo potem nastal polimer oziroma da bodo nastali plaki. Naprej, prosim. Ja, v razvoju imamo nove, majhne, ampak zelo specifične sintezne molekule in sicer namesto inhibitorja acetilholinesteraze imamo zaviralce butyrilholinesteraze, ki namreč zanimivo je, da ugotavljajo, da pravzaprav pri napredovanju Alzheimerjeve bolezni je razmerje butyrilholinesteraze večje oziroma nekako bolj deluje na zmanjšanje acetilholina kot acetilholinesteraza. Torej, skratka, tu je zdaj neka nova tarča in tukaj se veliko dela na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani, se s tem ukvarja skupina profesor Gobca in so kar uspešni. Naprej, prosim. Ja, in prihajamo torej do cepiv, razvoj cepiv proti Alzheimerjevi bolezni. Veliko je eksperimentov. Eksperimenti so običajno narejeni s pomočjo živalskega modela transgenih mišk, ki nekako ponazarjajo vsaj delno patofisiološki osnovno patofisiološko stanje, kot ga prikazuje Alzheimerjeva bolezen in vidite pravzaprav, katere živali so bile uporabljene, so pa tudi druge, skratka ne samo miške, ampak vse ostaja na tem. In lahko vidite, da je kar veliko DNA cepiv. DNA cepiva v tem primeru so plazmidi, ki imajo običajno mutirane dele ali to pomeni beta-amiloidnega dela ali pa del tau proteina, predvsem začetni N-terminalni del oziroma
v regiji okoli tega. Potem imamo tako imenovano VLP osnovne cepiva. VLP pomeni virus-like particles, to pomeni cepiva, ki oponašajo delovanje virusa, ampak seveda niso virulentne, niso živa in tudi s temi poskušajo vnesti kaj. Bistvo je, da vnesemo antigen v organizem. Najprej gre seveda za sistem, potem gre za del možgan, kjer bodo nastajale po zorenju B limfocitni odgovor in kjer se bodo proti telesa vezala ali na katerikoli del beta-amiloida ali pa na recimo tau protein in s tem, in to seveda kateri tau protein, hiperfosforilirani tau protein, ki je osnova za neurofibrilarne pentlje in na ta način zmanjšale progresijo bolezni. Žal ugotavljamo, da pravzaprav lahko plakov sploh ni, ali pa jih je zelo malo, pa so znaki Alzheimerja pri živalih že prisotni. Torej tukaj bo treba mogoče še revidirati tisto osnovno dogmo, kaj je vzrok in kaj je posledica. Potem imamo pa še te osnovna, torej skratka cepiva na osnovi peptidov, zopet peptidi so nekoliko spremenjeni, gre za kakšno mutacijo, ali pa gre za peptid, ki naredi mogoče posebno zanko in je potem trodimenzionalna struktura taka, da nastanejo proti telesa, čeprav gre za peptid, ki je prisoten v našem organizmu. Naprej, prosim. Ja, to je primer, torej prva so skupina cepiv usmerjena proti amiloidnem peptidu. Veste, da je skratka, da pred nastanejo amiloidni plaki, da prihaja do nastanka teh peptidov, ki jih je več, se cepijo in sicer beta sekretaza na enem delu cepi na večjih koncih in potem imamo več peptidov, najbolj znana sta 40 mir in pa 42 mir, BACE proteaza pa cepi na enem terminalu. Naprej. No in tukaj so zdaj cepiva proti beta-amiloidu in kot vidite po vrsti grejo, pravzaprav so vse usmerjena na aminokislinski del oziroma na proteinski del, ki je nekako res na enem terminalu na začetku, zato ker tam gre za posebno trodimenzionalno strukturo. Prvega, ki so naredili, je bil AN1792, je povzročil meningoencefalitis kot stranski učinek. Potem so pogotovili, torej skratka, kaj bi lahko bil vzrok in sicer problem so adjuvanti in tukaj so potem spremenili ali adjuvant, vemo kaj je adjuvant, seveda torej molekule, ki so običajno hidrofobne ali pa so slabotopne, kot je aluminijev hidroksid, ki aktivirajo imunski sistem tako, da so antigen prezentirajoče celice bolj aktivne, makrofagi bolj aktivni in pride do lažjega prepoznavanja antigenske strukture oziroma epitopa antigenske determinante. In na ta način nastane več protiteles. No in vidimo, nekateri so varna, ampak tukaj se še veliko dela naprej. Opozoril bi pa na prehod iz beta-amiloidnih cepiv na cepiva, ki so usmerjena proti tau proteinu in to je tole spodaj AAD-VAC1, pa si bomo to pogledali, naslednji drsnico. Torej, to je pa pravzaprav nekaj, kar bi lahko rekli, da smo blizu tretje faze kliničnega testiranja. In sicer namesto na beta-amiloid so se usmerili raziskovalci na tau protein, kjer prihaja pri hiperfosforilaciji do tako imenovanega, do neurofibrilarnih patoloških, torej pentel in patološkega stanja in na ta način je seveda hiperfosforiran tau protein nekako sovzročnik poslabševanja Alzheimerjeve bolezni. No, pokažem tule, torej to je v začetku, ko vidite, da je tu in tam so plaki, potem je pa tukaj tau protein, ki je hiperfosforiliran in vodi potem do poslabšanja bolezni in do razvoja poznega stopnja Alzheimerja. V prvi in drugi fazi kliničnega preizkušanja to je dela družba Axon Pharmaceuticals, kaže na to, da bi mogoče, torej cepivo je varno, vprašanje pa je zdaj, koliko je učinkovito. Naslednja drsnica. Ja, to sem že omenil, torej skratka, s tem, ko v telo damo rahlo mutiran, spremenjen peptid ali pa drugače zvit, ga imunski sistem razpozna kot tujek in začnejo nastajati protitelesa na osnovi tega peptida, ki razpoznavajo tako imenovane polifosforilirane
tau agregate in jih blokirajo. Naprej. Tole je študija, ki je bila objavljena pred kratkim in sicer zelo natančno je razloženo, kako so naredili, torej to je zdaj pregled preklinike in klinike, ali vidimo tudi kako klinika, torej kakšni so podatki. Osnova je dodekapeptid, del tau proteina, ki ima eno mutirano aminokislino, serin. Zraven so ga pripeli na hemocianin in dodali adjuvans, to je aluminijev hidroksid. In praktično so s tem zmanjšali verjetnost stranskega učinka, ki se je pojavil pri prvem takem cepivu, to je limfocitnega meningoencefalitisa, za katerega vemo seveda, da je lahko resen neželjeni učinek. Kaj nam ta torej slika prikazuje? Kako se po različnih odmerkih takega cepiva, ki se ga daje intravenozno, povečuje nastanek protiteles, ki so prisotni ne samo sistemsko, ampak seveda tudi v možganih. Naprej. Ja, in ta klinična študija se, če hočete več vedeti o njej, se imenuje Adamant. Skratka so vzeli 196 posameznikov, jih razdelili 3 proti 2, skupina z cepivom je bila večja kot skupina z placebom in so najprej pogledali varnost v prvi fazi, ugotovili so, da je cepivo varno, v drugi fazi pa učinkovitost. Učinkovitost, torej merili so število protiteles in pa specifičnih markerjev, ki nakazujejo napredovanje same bolezenskega stanja, kot so neurofilamentne lahke verige recimo, ali pa bistveno se je zmanjšalo število fosfatau segmenta, ki je prisoten pri napredovanem Alzheimerju. Resnih neželjenih učinkov je bilo v testni skupini 17,1, v placebi pa 24. Zdaj, kaj so bili tukaj resni, predvsem omotica in pa nenaden tlak, torej padec krvnega tlaka, dočim glavobol in ostali so pa bile zavedene kot lažji neželjeni učinki. Naprej. No, tule je še praktično predklinika, to je bilo na transgenih živalih narejeno s tem cepivom, študija in sicer na transgenih podganah in tule vidite, kako se zmanjša števila neurofibrilarnih pentel, kar je značilno za napredovanega Alzheimera zaradi hiperfosforiranega tau proteina in tukaj lete praktično je to zginilo, lahko gremo naprej še, podobno. Tule pa imamo primer, to pomeni brez cepiva oziroma placebo pa za cepivom, kjer se kaže ravno tako, kako malo je oligomerov oziroma hiperfosforiranega tau produkta, če se uporabi cepivo v primerjavi z kontrolo. Naprej. To je samo shema, kako klinične študije poteka, kako so vključitveni, izključitveni kriteriji, na začetku so jih imeli 196, potem so pa ugotovili, pač nekateri odpadejo iz teh takih in drugačnih razlogov, ampak vidite, da je število še vedno, to pomeni tistih, ki so jih uporabili, ki so jim dali cepivo, 97 proti 63, torej dovolj veliko število, da so lahko iz tega naredili ta pravo, torej študijo tako, kot mora biti. Govorimo pa o multicentrični, torej šlo je za več centrov, placebo kontrolirani, randomizirani klinični študiji. Vse te študije morajo biti prijavljene in vedno, ko boste sledili študijam, pogledajte ali na clinicaltrials.gov ali pa v Evropi EUDRA.net, kjer so študije, morajo biti prijavljene vnaprej. Tu lahko vidite, kako so se kopičila protitelesa po cepivu, ampak seveda precej sipanje. Nekako tu imamo mogoče neko povprečje, glede na leta. Torej skratka, popolnoma jasno je, imunski sistem z leti peša in tudi velja tudi pri tem, ampak kljub temu je teh protiteles bilo kar nekaj in če lahko na osnovi tega sklepamo, lahko rečemo, ja, cepivo proti hiperfosforiranemu tau proteinu je, torej izkazuje delovanje, ne moremo pa še povedati, kako učinkovito je. Čakamo na tretjo fazo. Naprej. No, naslednje tako, kot se temu reče, obetajoče cepivo, je pravzaprav zelo
enostavno cepivo, ki ga spravimo skozi, torej preko hematoencefalne barijere oziroma mimo preko intranazalnega vnosa. In sicer gre za intranazalno cepivo, ki aktivira imunski sistem z nastankom protiteles proti amiloidnim proteinom. FDA je dovolila to študijo in 16. novembra so raziskovalci začeli s prvo fazo kliničnega preizkušanja. Torej vidite, gre za pravzaprav nekaj mesecev nazaj. Tako da verjetno bo ta faza končana nekako konec aprila, potem bo konec leta verjetno druga faza, potem se bodo pa odločili, ali bodo šli naprej. Ampak zanimivo je s čim, kaj je tista osnovna učinkovina, in to je ena taka mogoče prastara molekula, protolin, ne toliko zelo prastara. Skratka, to je bil adjuvans. Adjuvans, ki so ga uporabili pri cepivu proti enemu od cevov proti gripi. Veste, da imamo zelo veliko kombinacij hemaglutinina in neuraminidaze, H5N1, H1N1 in tako naprej. Najboljše cepivo proti gripi je 50% učinkovito, ne več. Torej nimamo nekega zelo uspešnega cepiva, pa še vedno priporočamo cepljenje proti gripi. Zakaj? Zdaj smo se že naučili pri covidu. Če bo prišlo do okužbe, potem bodo učinki zaradi gripe bistveno manjši, kot če ne bi bili cepljeni. Tako da to je tista osnovna poanta. No, pa da se vrnem nazaj, skratka, to so lipopolisaharidi, bakterije Shigella flexeri in pa Neisseria meningitidis, to so notranji proteini, notranje ovojnice, in skratka zelo enostavna kombinacija lipopolisaharidov in proteinov, ki izgleda, no in vidite, študija iz leta 2008 je to pokazala, da adjuvant, ki so mu dali ime protolin, aktivira mikroglijo in preprečuje amiloidno depozicijo, torej nastanka amiloidnih plakov. Na osnovi te študije in potem še par drugih, vidite, da se vedno je študija delana v osnovi na Harvard Medical School oziroma v tele bolnici, so zdaj dobili dovoljenje, leta koliko časa je trajalo, da so lahko šli v prvo fazo kliničnega testiranja. Naprej, prosim. Ja, in to je že konec, zaključki. Upam, da sem vas vsaj malo prepričal, da ne gre za znanstveno fantastiko, ampak da gre za bližnjo prihodnost in da resnično močno upamo, da bomo naredili en bistven premik naprej pri zdravljenju Alzheimerjeve bolezni, ker če nekomu rečem, a veš, da te zdravimo z ekstraktom iz travniškega zvončka, in to še vedno, potem bo kdo rekel, a nimate kaj boljšega. Žal, ta trenutek nimamo še nič boljšega. No, skratka, prvi začetki cepiv proti Alzheimerju so iz leta 1996. Največkrat gre za poskus DNA cepiv ali pa proti peptidnim cepivom, proti peptidu tau in pa peptidu beta-amiloidu. Nekako pričakujemo torej dve obetavni cepivi, protolin za zmanjševanje amiloidnih plakov in pa AAD-VAC proti neurofibrilarnemu tau proteinu. In mogoče bo prva registracija cepiva v letu 2024. Hvala lepa, jaz sem s tem končal in če bo kakšno vprašanje, bom odgovoril. Hvala. A ja, pa mogoče samo še to, glede na to, da nisem zelo veliko gledal gor, mislim, da mi Alzheimer še ne nagaja. Skratka, sem se precej zapomnil, kar je bila na prosojnicah. Ja, profesor Štrukelj, najlepša hvala za vaše predavanje. Dobili smo tudi nekaj vprašanj in sicer najprej bi vas vprašali, zakaj ne bi cepili preventivnega otroka, glede na to, da je bolezen skorajda neizogibna v starejši dobi? Zanimivo vprašanje. Ja, bolezen je verjetno neizogibna, bolj ali manj, ampak po drugi strani seveda bi lahko tako odgovoril. Hiperplazija prostate recimo je fiziološko stanje moških, pa celo življenje prostata raste, ampak marsikatera hiperplazija prostate se lahko razvije v raka prostate. In bi isto lahko rekel, zakaj ne bi že pri majhnih otrokih pazili, da ima dovolj beta-sitosterola, da ne bo prišlo do hiperplazije recimo, ali pa kaj takega. Skratka, preventivnost je smiselna tam, kjer je velika verjetnost, da se bo bolezen razvila in drugič, da bo to vzrok
vzrok mogoče fatalnega, ne, to je smrti na koncu. Ne. Kdo pa pravi, ne, mi smo rekli, da je peta najbolj pogostejša bolezen. Ne. In zdaj recimo, da bomo zdaj izpostavili otroke, sem sploh proti temu, da se izpostavlja otroke različnim ali cepivom zdravilom nepotrebno in potem seveda vemo, da bo, oziroma ugotovimo, da bo tako zraste umrl zaradi kardiovaskularnih obolenj, potem mogoče nismo naredili usluge. Hvala. Sedaj naslednje vprašanje bi bilo, ali bi cepivo proti tau delovalo tudi pri preprečevanju Parkinsonove bolezni, naprimer po virusnih okužbah, po kateri se lahko pojavi? Ja, tudi to moram reči, da je kompleksno, ampak dobro zastavljeno vprašanje. Seveda pri Parkinsonu vemo, da je tudi acetilholin tisti, dopamin, acetilholin, pravzaprav tista molekula, kjer prihaja do motenj. In mogoče ja, no pri Parkinsonu gremo pravzaprav bolj v smer tako imenovanega zaustavljanja oziroma resinteze dopamina in acetilholina, ampak mogoče bodo poskusili. Mislim, da je vprašanje na mestu, nisem pa zasledil tega. Hvala. Sedaj še eno bolj splošno vprašanje. Kakšne so težave pri določanju kavzalnosti cepiv, glede na to, da je človek kompleksen sistem? Na kakšen način se rešuje ta problem? Ja, to pa je problem. Zdaj mogoče eno povezavo s tem, kar se tiče cepiv in pa kar se tiče recimo RNA, DNA zdravil, ki jih uporabljamo. Zdaj imamo mogoče pol leta registrirano zdravilo, nočem delati reklame, ampak je eno zdravilo proti hiperholesterolemiji, imenuje se Inclisiran, dvojnovijačna RNA molekula, ki jo uporabljamo 2-krat letno in so izjemno močno študirali, kaj se lahko zgodi, če zmanjšamo nastanek, gre pravzaprav za zmanjšanje nastanka enega proteina na osnovi RNA interference, kaj se to sistemsko zgodi in tukaj ne vemo, tukaj lahko naredimo škodo. Skratka, mi tarčno se usmerimo v eno bolezensko stanje, sistemsko pa ne vemo. Ali pa recimo primer je, v dermatologiji imamo takih primerov kar nekaj, ko mi poberemo provnetne citokine zaradi recimo razvoja luskavice, smo zadovoljni z izgledom kože, skratka interleukina 1 beta, potem 6, 23 ni več, zato je izgled kože lepši, luskavice ni več, ampak kaj smo s tem naredili sistemsko človeku, ali smo ga podvrgli lahko teoretično recimo kakšne večje okužbe, kaj tega, takih stvari tukaj vemo, ampak take stvari pa še premalo študiramo. Tako da sistemski pogled na organizem je zelo pomembna stvar pri razvoju zdravil in cepiv. V redu, najlepša hvala za vse odgovore in za vaše predavanje. Hvala lepa. Sedaj še eno malenkost imamo za vas pripravljeno. Ja, tako, izvolite. Najlepša hvala še enkrat.